Pozdravljeni. 13. julija 2020 bo minilo 100 let od požiga Narodnega doma v Trstu. 100 let je dolga doba, tako da je seveda tu veliko stvari, o katerih se lahko pogovarjamo. Pogovarjali se bomo z dr. Marto Vrečinilo in dr. Božom Repetom, govorili pa bomo pravzaprav o celotnem loku, od konca Prve svetovne vojne pa nekje do sodobnega časa, o odnosu Slovencev in do Italijanov, seveda malo bolj posvečeno Trstu. Najprej mogoče, Božo, najprej pogledamo malo stanje ob koncu te vojne, Prve svetovne vojne. Avstro-Ogrska je bila pravzaprav prostor, v katerem smo živeli vsi Slovenci, razen beneških Slovencev, torej bila to neka naša skupna domovina. Kakšen je bil pravzaprav odnos tega osrednjega dela slovenskega prostora do Trsta, nekje na prelomu 19. in 20. stoletja, pa potem tja do Prve svetovne vojne? In kaj se je potem seveda v naših glavah in v zavesti zgodilo z tem, ko je padla, ko se je postavila Rapalska meja? Ja, to je res, da so Slovenci, da so naši predniki, da so živeli v eni državi Avstro-Ogrski, ampak z nacionalnega stališča to ne pomeni prav veliko. Avstro-Ogrska je bila razdeljena na tako imenovane historične dežele. V teh historičnih deželah so vseh razen na Kranjskem imeli večino drugi narodi, predvsem Nemci, na zahodu seveda Italijani, Gorica je bila nekako pol na pol. Trst je bil večinsko slovensko mesto, torej z našega stališča sicer večinsko italijansko mesto. In tudi nacionalni programi med Prvo svetovno vojno so bili, po mojem mnenju, precej utopični. Vse skupaj je izhajalo iz tako imenovanega trializma, torej da bi južni Slovani v Avstro-Ogrski dobili en svoj del, kar bi pa pomenilo temeljito reorganizacijo, na katero seveda veliki narodi ne bi pristali, bile so pa tudi čisto objektivne težave. Tako da to je bil pravzaprav bolj manever in zdi se mi, da mi to tako imenovano Majniško deklaracijo iz leta 17 precej glorificiramo. Zlasti med vojno je nastala huda kriza, torej politična kriza, seveda tudi vse druge, ker so bili Slovenci stisnjeni, preganjeni in zato je bila tedanja politika pripravljena sprejeti karkoli. Korošec bi pravzaprav sprejel samo neko avtonomno ukrnjeno Kranjsko, če bi bilo potrebno. To se je proti koncu vojne potem začelo spreminjati, predvsem zato, ker so se entantne sile odločile, da Avstro-Ogrske ne bodo ohranile. In s tem je pač jugoslovanska ideja izven Avstro-Ogrske povezovanje južnoslovanskih narodov dobila na moči. No, kar zadeva odnos do primorskih Slovencev oziroma do Trsta, je treba vedeti, da je bil Trst pravzaprav slovensko intelektualno središče. O tem bo več povedala Marta. Štel se je nekako za slovenski New York, bi lahko rekli. Tam so tudi nastajale najbolj napredne ideje. In to je že samo po sebi izbujalo rivalstvo. Po drugi strani je bila Kranjska, ki je nekako postajala politično središče Slovencev po sili razmer, tudi daleč najbolj konzervativna pokrajina. Se pravi, naš paradoks tistega časa je, da je to združevalno funkcijo, neko funkcijo resurgimenta v slovenskih razmerah imel najbolj konzervativni del in to nas mentalno oblikuje še danes. Jaz osebno mislim, da te primorske mentalitete, pravzaprav ta osrednji del ni sposoben dojeti, tako kot z velikimi zadržki sprejema tudi vzhodni, panonski del, ki je bil pa še manj v zavesti. Tako da Slovenci v bistvu smo bili prepuščeni bolj drugim kot sebi pri tem oblikovanju neke kasnejše skupnosti. Hvala lepa. Pojmo zdaj pa na Primorsko, pa v Trst, recimo. Jaz se bi mogoče vrnila k tem vprašanjem, ki jih je ravno kar Božo pojasnil in opozorila na to, da Trst ima izredno močno projugoslovansko jedro in projugoslovansko naravnanost, ki se kaže celo Prvo svetovno vojno.
In ta projugoslovanska naravnanost zagotovo je bolj radikalna kot med intelektualno elito na Kranjskem ali pa na Štajerskem. Ta moment bi poudarila. Drugi moment, kjer se pokažejo v bistvu razlike med primorskim svetom in primorsko družbo in ostalimi slovenskimi pokrajinami, je čas prve svetovne vojne in vprašanje begunstva. Ko v bistvu primorski begunci se umikajo zlasti iz Posočja, iz Goriške v zaledje in marsikje doživijo veliki šok zaradi slabega sprejetja, zaradi težav, ki jih imajo v odnosu do tako kranjskega kot tudi štajerskega prebivalstva. Seveda politika opozarja na vprašanje sožitja, ampak če beremo časopisno kroniko, potem najdemo cel kup dokumentacije, ki govori o tem, da so prihajali konflikti in tudi avtobiografski viri so tu glede tega zelo zgovorni. Tako da se v bistvu neka različnost kaže tudi v vsakdanjosti, zlasti v prvi svetovni vojni, delno seveda zlasti tudi potem, zlasti med tistimi primorskimi begunci, recimo, ki se odločijo za to, da bodo živeli v Kraljevini Jugoslaviji in naprimer se ustalijo v Mariboru, postanejo del nekega mariborskega srednjega sloja in s svojim slovenstvom imamo v bistvu zelo lepe spomine, naprimer Marije Vojnović, ki pravi v bistvu, moj oče je prepleskal stanovanje v barve jugoslovanske zastave in seveda to domoljubje je bilo izredno moteče za sosede. Ampak to ni, bom rekla tako, edinstveno ali edino pričevanje. Imamo seveda tudi veliko ustnih pričevanj o tem, kako so bili otroci iz primorskih družin imenovani lahi. Skratka, v bistvu ta drugost je bila potem problem, ne samo v času med prvo svetovno vojno, ampak tudi potem. In zdaj seveda, če pogledamo, kako se je uveljavljal ta slovenski Trst, oziroma kako se je uveljavljalo slovensko meščanstvo, ki ne pozabimo, ob tem meščanstvu je bilo v bistvu izredno močno tudi socialdemokratsko jedro, ki je tudi bilo z intelektualnega vidika pomembno, relevantno. No, ta meščanski Trst je imel izredno tesne stike seveda tudi s češkim okoljem in del tako socialnega, kulturnega življenja, da ne govorimo seveda o gospodarskem življenju, to življenje se nekako osnovalo tudi v neki, bom rekla, luči vse slovanske vzajemnosti. Božo je že omenil, ta avantgardnost. Odkot ta avantgardnost Trsta? Recimo, Trstu je prvi slovenski ženski časopis. Avantgardnost je v bistvu posledica, lahko bi rekla, šibkosti, zavedanja, da slovensko prebivalstvo sestavlja manjšino in od to seveda tudi pripravljenost podpore. Slovenski ženski časopis nastane, ker ga podpre društvo Edinost, ker ga podpira tudi takratni pomemben predstavnik liberalne meščanske elite, odvetnik gospod Gregori. Ker se seveda takratno politično vodstvo zaveda, da je podpora žensk izredno pomembna, skratka, in najdemo seveda celo serijo takih situacij, kjer tudi v bistvu ni neke zelo ostre ločnice med intelektualci, ki obiskujejo na primer Narodni dom, in intelektualci, ki obiskujejo Ljudski dom, ki je bil kraj srečevanja tržaških slovenskih oziroma jugoslovanskih socialdemokratov. Torej, ta podpora avantgardi, ki se kaže seveda tudi zlasti v umetniških krogih, recimo, če prebiramo učiteljski list, letnike, ki so izhajali po prvi svetovni vojni, vidimo, da objavljajo, ne samo, da objavljata brata Kosovel, da objavljajo nekatere pomembne figure, izobraženske figure, recimo kot
Josip Ribičič, ampak najdemo seveda številne umetnike, ki recimo kot August Černigoj, ki so odločno avantgardni, ki gledajo Evropo, ki sledijo temu, kaj se dogaja v Rusiji, kaj se dogaja v Nemčiji, kaj se dogaja v Združenih državah. Torej, imamo v bistvu neko jedro, ki je potem jasno povsem zatrto za časa, torej, ki mora se umakniti ali v tujino, ali recimo vemo, da August Černigoj je začel našel neke nove vire preživetja, pleskal je, barval je stene ladij, ampak skratka nek umik iz tistega javnega delovanja, ki je bil nujen za to, da so Slovenci preživeli, Slovenci tako v Trstu kot Gorici in na celotni Primorski preživeli obdobje fašizma. Omenila si Narodni dom, zgrajen leta 1904. Kaj je ta Narodni dom simboliziral? Zakaj je nek tak mit nastal okoli pomena tega? Morda je res pomen, ampak dajmo to zdaj res razčistiti. Kaj je ta Narodni dom? Ja, če pogledamo, kaj je bilo pred Narodnim domom, ugotovimo, da Slovenci v Trstu niso imeli nekega pomembnega središča, niso imeli dovolj velikih dvoran, morali so najemati dvorane v gledališčih in seveda to je oviralo njihovo delovanje. Odločitev za gradnjo Narodnega doma je sprejeta med tistim političnim, podjetniškim delom slovenske elite, ki se odloči seveda, da bo postavilo elita se odloči, da bo postavila polivalenten dom, tak dom, kot je že nastal v Pragi in kot podobno kot so narodni domovi nastajali drugod tudi na Štajerskem, na Kranjskem. In ideja seveda, zdaj kako uresničiti to idejo, tu v bistvu šlo je seveda, težave so bile pri iskanju samega zemljišča in pri zbiranju kapitala za to gradnjo in tu seveda so, recimo, ključno vlogo je igrala Tržaška hranilnica in posojilnica, v kateri se je zbiral slovenski kapital, ne samo iz tržaškega, ampak širšega primorskega in tudi slovenskega okolja in seveda v ozadju je bila nedvomno tudi navezava s češkim kapitalom. In ta akcija je potem proizvedla gradnjo doma, ki pa svet, mislim, zelo zanimivo je, kako je tržaška elita ravnala. Sama otvoritev doma je potekala v bistvu zelo skromno. Ker ta občutek, da bo ta dom motil italijansko, tisto nacional-liberalno srednjo, je bil vseskozi prisoten. In v bistvu neko taktiziranje, zlasti, bom rekla, pri gradnji in tudi potem pri sami otvoritvi je zelo razvidna. Zdaj, zanimivo je seveda, kje je ta dom lociran. Ta dom je lociran v bistvu v bližini prometnic, ki povezujejo mesto s Krasom. Ta dom je lociran na robu Terezijanske četrti in lahko rečemo na robu s takratnim slovenskim teritorijem. Samo nekaj metrov od samega Narodnega doma so se začeli recimo vinogradi, ki so bili, kjer se nahajajo danes vile in kjer so v preteklosti, kjer je bila lahko že slovenska posest. Torej, zanimiva je ta lokacija, ki je ostala simbolna še danes, kajti ne samo, da na bližnjem trgu Oberdan je prisotno slovensko knjižno središče, ampak na tem trgu imajo postajališče večina avtobusov, ki vozi na Kras. Tako da je v bistvu zanimivo, da ostaja Narodni dom, da je bil postavljen v neki nevralgični točki in da ta nevralgična točka še danes ostaja. Je pa res, da seveda prav zaradi te prisotnosti so potem bile zgrajene stavbe, ki so povsem zakrile ta Narodni dom, stavbe, ki imajo kot muzej Risorgimenta, ki imajo izreden močan politični in nacionalni naboj strani
torej na italijanski strani, nastal je trg Oberdank, ki je bil spet poimenovan pač po nekem italijanskem domoljubu, ki ga je Avstro-Ogrska usmrtila. Skratka, imamo v bistvu lahko rečemo, neko nabito lokacijo zgodovino in nabito z nacionalnimi simboli. Zdaj zgleda skoraj logično, da je potem prišel tisti 13. julij 1920, če je že ob samem začetku ta narodni dom bil problematičen za srednjo. Zdaj, kdo so bili ti fašisti, ki so to zakurili? Prvenstveno domačini ali? Torej, leto 1920, ne samo v Trstu, ampak tudi v Italiji, je leto v bistvu že velikega nasilja. Ne pozabimo pač, da konec Prve svetovne vojne pomeni v Italiji obdobje stavk, pomeni obdobje politične agitacije, želje po revoluciji, zlasti v nekaterih območjih, kot sta bili Emilia Romagna, kot zlasti na tistih območjih, kjer je bil proletariat izredno avantgarden in hkrati, kjer se je gospodarska kriza najbolj občutila in to nedvomno, to je bil zlasti sever. Na tem severu seveda je stopnja nasilja zlasti zaradi povratnikov, zaradi arditov, skupin arditov, izredno visoka, v določeni meri višja kot v Trstu. Ampak ključen za preobrat in za eskalacijo nasilja je v Trstu ključen prihod Francesca Giunte, ki ga v Trst pošlje Benito Mussolini, veliki organizator najbolj nacionalističnega nasilja in seveda organizator fašistične stranke. Ta prihod Francesca Giunte pomeni pač povezavo irredentističnih krogov s prvimi fašističnimi skupinami in prevzem seveda tistega programa, ki ga je irredentizem imel že pred Prvo svetovno vojno, zamejitev kakršnekoli slovenske prisotnosti. Oblasti seveda začetno niso bile naklonjene škvadrizmu, ampak so ga pa pustile, da je začel s temi svojimi akcijami in da se je začelo pustošenje tako slovenskih kot tudi socialističnih krajev organiziranosti. Narodni dom je seveda eden od opustošenih krajev, je najbolj simbolno seveda za slovensko prisotnost v Trstu in za širšo slovensko prisotnost najpomembnejši, ampak istega dne so fašistične skvadre opustošile slovenske banke, slovenska društva, slovenske posojilnice in v istih dneh so bili napadeni tudi kraji socialistične stranke, recimo sedež socialdemokratskega časopisa Laboratorija. Tako da v bistvu gre za neko organizirano nasilje, ki se usmerja proti nasprotnikom fašizma in seveda proti, lahko rečemo, nasprotnikom totalne italijanizacije, ki jo fašizem pač, ta program totalne italijanizacije postane program fašizma in po vzponu Mussolinija na oblast tudi program italijanskih oblasti na vzhodni meji. Torej niso žrtve samo Slovenci, pač pa seveda tudi druge skupnosti, ki so v Trstu živele. Seveda, potem seveda imamo tudi, večkrat se reče, slovenski antifašizem je prvi v Evropi. To pomeni, da pozabimo vse to, kar je bil dejansko spor in to, kar je bilo nasilje v Italiji usmerjeno zlasti do anarhistov in do socialistov in seveda po letu 1920 tudi do Slovencev. Seveda imamo tudi že takoj po nastopu vojaške uprave prve pritiske, na primer Marca Nelišek, ki poučuje svoje otroke in otroke svojih prijateljic v slovenščini, je doživel večkrat obisk karabinjerjev, torej seveda, da se izvajajo že pritiski, ampak začetek nasilja je po letu 1920 in seveda eskalacija
se dogaja zlasti potem, ko so vsi ostali politični nasprotniki, ker so nedvomno socialisti in anarhisti, že pozaprti in lahko rečemo imunizirani. Božo, Prva svetovna vojna je prinesla razpad Avstro-Ogrske in Italija, sicer zmagovalka v vojni, celo od naših vojakov tepena na soški fronti, če smemo tako reči, je za nagrado dobila tretjino slovenskega etničnega ozemlja. Kaj je v nacionalnem in psihološkem smislu ta razkosanost Slovenije po Prvi svetovni vojni pomenila? Kakšen je bil odnos do izgube Primorske? Delne stvari je že Marta povedala tam v smislu ljudi, ki so tudi med vojno že približali v slovenski prostor. Obstajajo recimo protislovje, leta 15 smo že vsi predvsem hitro so vedeli za Londonski pakt, po drugi strani pa Brezigar še leta 18 piše o Trstu kot delu slovenskega gospodarskega prostora, kjer je sicer bil nek kapital, ki je recimo zmogel zgraditi Narodni dom in še kaj drugega, ampak ni pa bil nek pretirano močen, oziroma nek zelo močen, ekskluzivno močen, ki bi lahko bil ekspanziven. Torej, kakšna je ta percepcija tretjine ozemlja smo izgubili? Ja, to je povezano pravzaprav z dojemanjem tedanjih elit, političnih elit, ki so precej zmedene. Omenil sem že, da Prekmurje sploh ni v zavesti. To so znane zgodbe o tem. V srcu slovenske politike je bila Koroška. To je pač ta romantični mit, ki je nastal, kot vemo, z začetki zgodovinopisja, z dviganjem nacionalne zavesti, da je pač Koroška zibelka slovenstva. Do Primorske je bil mnogo bolj ambivalenten odnos. Omenil si Brezigarja. Brezigarjev ta gospodarski načrt narodnega gospodarstva, ki je sploh prvi tak, je zelo zanimiv. V bistvu je on povzel to, kar je potekalo, razprave, ki so potekale v slovenski narodni vladi oziroma vladi SHS v Ljubljani. In glede Primorske je tako, on recimo ne vključi Goriške. To nekako ponazori z nekimi takimi, bi rekel, prozaičnimi razlogi, da je Goriška porušena in da se še dolgo ne bo upomogla in da se jo ne more vkalkulirati v ekonomske načrte. Po drugi strani Trst vključuje, ampak izhaja iz tega, kar si pravzaprav rekel in je vprašanje, če je to točno, to bo Marta potem povedala, on izhaja iz tega, da so Slovenci ekonomsko prešibki, da bi lahko prevladali v Trstu, da nimajo dovolj kapitala, da so pravzaprav še vedno nekje na ravni, recimo tam nekje do srednjega razreda, da nimajo v rokah ladjedelništva, da nimajo zavarovalništva in vseh teh ključnih zadev. Se pravi, Trst pravzaprav nekako v teh percepcijah ostaja v neki ambivalentni vlogi. Vsi si ga nekako želijo, vsi pričakujejo, da bo prišel v neko takrat še nedefinirano jugoslovansko državo, v resnici pa niti ne vedo, kaj bi z njim, če bi ga dobili. Tako da je pravzaprav na nek način ta situacija, ki nastane ob koncu Prve svetovne vojne, situacija reševanja, da tako rečemo, srednjega dela slovenskega ozemlja. In tudi ta vstop v Jugoslavijo na koncu predvsem zelo nekritičen, torej je v bistvu reševanje vprašanja meja. Te meje pa seveda nismo reševali sami, ampak so nam jih določili drugi. Torej, če pogledamo, kakšna je bila moč slovenskega kapitala, zlasti ob koncu, torej pred izbuhom Prve svetovne vojne, po nekaterih izračunih je bil slovanski kapital, torej ne slovenski, slovanski, je zastopal v bistvu 1/3 celotnega tržaškega kapitala. Gre za kapital, recimo, kjer je pomemben faktor zlasti Jadranska banka, ki se oblikuje v Trstu, ki ima predvsem
slovensko lastništvo, ampak deluje v povezavi s Hrvati, zlasti prisotna je tudi v Dalmaciji. In Jadranska banka je tisti akter, ki potem financira finančno družbo, ki recimo financira gradnjo hotela Miramar Grljan, ki financira številne projekte. Tako da ta realnost izredno straši, buri italijanske kroge. Tako da ta občutek v italijanskih liberal-nacionalnih krogih je, da slovenski kapital lahko prevzame pobudo na Tržaškem. Prav zaradi tega povezovanja med slovenskimi tržaškimi bančnimi ustanovami in širšim jugoslovanskim prostorom. To trdijo, mislim, recimo Giulio Sapelli, ampak lahko rečemo, da je to dejstvo dokaj sprejeto v sami gospodarski, med pisci gospodarske zgodovine Trsta. Prva svetovna vojna, seveda to rast, ki jo slovenski oziroma širše slovanski kapital, jugoslovanski kapital doživi pred Prvo svetovno vojno, nekako zaustavi, ampak če pogledamo seveda število podjetij, slovenskih podjetij, sicer manjših podjetij, po prvi svetovni vojni vidimo v bistvu nek velik razcvet. In to je zanimivo, ko sem pregledovala to gradivo, da dejansko tako kot na kulturni ravni, imamo številne pobude, recimo število slovenskih časopisov močno naraste. Naraste število ženskih časopisov po prvi svetovni vojni, tako naraste tudi število slovenskih podjetij, mali seveda tudi obrtniških delavnic, tako da ta občutek, da Primorska kljub temu, da bo ostala znotraj italijanskega prostora, ni deloval zaviralno na gospodarskem, ampak to samo približno do, lahko rečemo, do potegnitve Rapalske meje oziroma do vzpona Mussolinijevega režima. Potem seveda vse te pobude takrat, potem se začenja seveda selitev tudi podjetnikov, vračanje, recimo, če so to podjetniki, ki so prihajali iz Kranjske, se potem vrnejo seveda v svoje izvorno okolje. Zdaj, če se vrnem samo na čas malo pred Prvo svetovno vojno, seveda imamo nekatere pomembne podjetnike, kot sta bratranca Franc Kalister in Josip Gorup, ki delujeta finančno v Trstu, na Reki, v Ljubljani in sta seveda tudi dobrotnika, ne nazadnje tudi zlasti Gorup tudi financerja pri gradnji Narodnega doma. Tako da v bistvu ta realnost je bila v razvoju, zaznamovala je potem Prva svetovna vojna, ampak po koncu Prve svetovne vojne se nekako nadaljuje to, seveda, kar uniči slovanski kapital, je fašizem. In kakšen je zdaj ta položaj Slovencev? Vemo, to ni tako majhna skupina, ne? Dobro, pustimo zdaj vso razmerju s celotnim prebivalstvom Italije, je minorna, ampak to gre za več 100.000 ljudi, ki živijo na ozemlju strnjeno. Kakšen je zdaj ta njihov položaj po Rapalu ali pa po fašizmu? Torej, ta njihov položaj postaja čedalje bolj trpk. Vemo, da fašistično ukinjanje šolstva je samo eden od posegov, da so pritiski v sredi 20. let italijanske fašistične oblasti začenjajo ovirati tudi zadruge, začenjajo ovirati tudi delovanje posojilnic in ob koncu 20. let večina posojilnic pač ali spremeni ime ali dobi povsem italijansko vodstvo. In to ne samo v Trstu in v Gorici, ampak na celotnem ozemlju, ki ga Italija pridobi, tudi na Cerknem, tudi v Idriji, skratka, tudi v širšem prostoru, kjer je prebivalstvo povsem slovensko. Ta italijanizacija pridobljenih ozemelj je sistematična, radikalna in tisti, ki se tej italijanizaciji upirajo, so pregnani oziroma so prisiljeni zapustiti Primorsko. Pa se zdaj to pojavi kako nihanje znotraj slovenske populacije. Recimo spomnimo se tistega lepega dne, ne? Imamo tam 3 slovenske fašiste. Ne? Torej, ali je tudi med Slovenci bilo kaj takih, ki so
nekako sprejeli to ideologijo? Seveda, jaz mislim, da je to vprašanje izredno skromno, slabo raziskano, čeprav imamo kakšno specifično študijo, recimo, kot jo je napisal Drago Sedmak o slovenskem fašizmu, ampak o tem, kako je prebivalstvo sprejelo italijanizacijo, o tem, kaj je pomenilo odpiranje italijanskih šol, odpiranje italijanskih kolonij. Italija je investirala ogromno sredstev zlasti v vzgajanje mladine in v, lahko rečemo, tudi materialno podporo zlasti revnega kmečkega prebivalstva. Na začetku 20. let se bijeta dve dobrodelni akciji. Dobrodelna akcija, ki jo lahko še upravljajo Slovenci, prek učiteljskega društva, prek zlasti ženskega podpornega društva, tako na Tržaškem kot na Goriškem. Ampak seveda tako sredstva kot možnosti se zmanjšujejo, bolj se približujemo 30 letom in bolj seveda raste institucionalna italijanska pobuda. Kaj seveda pomeni tudi izobraževanje, ki ga Italija ponudi, na primer srednješolcem, ko jih formira v učiteljice, ki potem dejansko italijanizirajo, prihajajo iz slovenskih vasi, območij in potem italijanizirajo slovensko okolico. To so vprašanja, ki jih je slovensko zgodovinopisje izredno slabo raziskalo in ki jih bo treba raziskati, kajti po mojem v boljšem poznavanju tega lahko potem tudi razumemo orientacijo nekih mikrolokacij, recimo kako se v času druge svetovne vojne obnaša, na primer, območje na Kobariškem. Lahko lažje razumemo, zakaj v Kobaridu kljub vsemu ostajajo nekateri spomeniki, ki proslavljajo italijansko zmago, nedotaknjeni. Gre samo za pieteten odnos ali kaj več, ali pa v bistvu za neko vzgojo, ki jo je del prebivalstva doživel v italijanski šoli. To so po mojem vprašanja, ki jih bi bilo vredno raziskati. Kajti večkrat italijansko zgodovinopisje vztraja, tu bi zlasti omenila Ravla Pupa, ki pravi v bistvu fašizem je bil povsem neuspešen pri asimilaciji. Moje mnenje je povsem nasprotno. Asimilacijo fašizma ne merimo samo znotraj 20-letja, moramo jo meriti tudi po letu 1945. In dejansko tisti, ki so obiskovali šolo v času fašizma, so potem se opredelili za italijanstvo v svoji odrasli dobi. Tako da narodnostna slika se je močno spremenila ne v času fašizma, ampak po letu 1945. In strah, ki so ga Primorci doživeli zlasti na tistih območjih, kjer je bilo ki je bila italijanska večina, ta strah se dejansko potem aktivira zlasti po letu 1945, ko je Goriška priključena zlasti Gorica Italiji in potem po letu 1954, ko je Trst priključen Italiji. Še dve stvari bi samo dodal tukaj. Prvo o Trstu. To je seveda if historija, ampak če bi Trst pripadal neki jugoslovanski državi, se pravi, če ne bi bil odrezan od zaledja, bi v njem zagotovo prevladal slovensko-jugoslovanski kapital ali v širšem smislu slovanski, ker tukaj bi bila potem navezava na Češko-Slovaško kot najbolj razvito državo z močnimi finančnimi institucijami in tako naprej. Tako da v tem smislu je italijanska bojazen točna. Oni bi tukaj postali manjšina postopoma. In drugo, kar zadeva ta fašizem, tu se absolutno strinjam, to ne zadeva sedaj samo fašizma v nekem ožjem smislu, ampak vsega, kar je delal, ne samo šole, tudi infrastrukture, recimo. Infrastruktura, ki jo je gradil Mussolini povsod, ne samo tukaj, tudi na jugu in tako naprej, je seveda nekaj, kar odpre te prostore, kar privablja ljudi. To so vedno te metode, tudi drugi tako počnejo. Če gledate Madžare, madžarizacija potem med vojno
poteka na zelo podoben način, torej ne, seveda tudi skozi šolski sistem, razne oblike prisile in tako naprej, ampak zlasti na ekonomski ravni, s pomočjo, skozi razne tečaje, izobraževanje in tako naprej. Se pravi, to je vzorec, ki ga mi v resnici zanemarjamo, mi pač to postavljamo v kontekst nekih dveh nacionalnosti, zanemarjamo pa ideologijo. Še dve zadevici, Marto, v zvezi z medvojnim časom. Eno je recimo, da si to nenavadno zgodbo šolarjev, šolskega sistema. Kaj je duhovščina? Duhovščina pri nas običajno velja v zavesti kot neka nacionalno zavedna skupnost. Kako pa se duhovščina obnaša na Primorskem? Duhovščina je preganjena takoj po prvi svetovni vojni. Nekateri duhovniki, ki ne uspejo pridobiti italijanskega državljanstva, morajo zapustiti Primorsko, nekateri ostajajo brez državljanskih pravic. Zelo kmalu, kot vemo, se organizirajo v zboru svečenikov svetega Pavla in organizirajo šole zlasti oziroma pouk slovenščine zlasti potem, ko so slovenske šole ukinjene. Vemo, da je bilo zborovsko petje trn v peti fašističnim oblastem in dejansko lahko rečemo, da ne samo nižja duhovščina, tudi dokler sta škofa Sedej in Fogar na čelu goriške in tržaške škofije, v bistvu tudi cerkveni vrh, ne podpira fašistične politike, niti ne italijanizacije, ki se odvija na celotnem ozemlju. Ampak Vatikan v 30 letih po podpisu cerkvenega konkordata z italijansko državo dejansko se umakne od tiste politike, ki sta jo zagovarjala tako Sedej kot Fogar, in zamenjave, ki se potem zvrstijo, pomenijo odvzem podpore nižji duhovščini, ki pa ostaja trdno, bom rekla, na tej narodno-obrambni liniji vse do izbruha druge svetovne vojne in v večini primerov tudi v času druge svetovne vojne. Kako pa se je manjšina uprla italijanizaciji? Vemo, zdaj opcije so različne, človek v vsakem primeru upre nečemu, kar mu greni življenje. Torej, upori so različni, ampak najprej bi omenila držo slovenskega političnega vodstva, zlasti predstavnikov Slovencev v italijanskem parlamentu. To vodstvo taktizira, to vodstvo dejansko poskuša ohraniti čim več, ampak kot vemo, vsa taktiziranja Vilfana in Besednjaka v italijanskem parlamentu ne obrodijo nikakršnih sadov. In dejansko načrt fašizma se nadaljuje kljub njihovim poskusom pač nekega dialoga, kljub iskanju. Zdaj seveda pobudo organiziranja prevzamejo mladi, zlasti študenti, zlasti tisti, ki ostajajo tudi v tesni vezi z jugoslovanskim prostorom. Tu seveda odigra pri financiranju tega odpora jugoslovanski konzulat izredno pomembno vlogo. To upor je politično raznolik, ni enovit. Za upor se odločijo tako liberalno misleči kot krščansko-socialno misleči in nazadnje tudi socialisti oziroma komunisti. V 30 letih so komunisti tisti, ki prevzamejo pobudo na levici, medtem ko socialisti pač so v manjšini. Zdaj, ta organizacija je seveda kapilarna na teritoriju med slovenskim prebivalstvom. Odpor do fašizma je izredno velik, ampak različne metode ustrahovanja seveda tudi plašijo in plašijo tiste najbolj negotove, socialno najbolj in gospodarsko najbolj šibke. Pred kratkim je šla odlična študija Adriana Sofrija, ki razišče detajlni dogodek v Vrhpolju, ko
v organizaciji Zelena in drugih aktivistov je umorjen italijanski učitelj, ki dejansko maltretira slovenske otroke, ampak ta dogodek, z analizo tega dogodka Adriano Sofri zelo dobro pokaže, kako se je odzvalo prebivalstvo. Nekateri starši seveda so se odločno uprli maltretiranju tega učitelja, drugi so se zbali, eni so podprli akcijo usmrtitve italijanskega učitelja, drugi pa ne. Tako da v bistvu reakcije so bile raznolike, zdaj pomembna je seveda pobuda, ki nastane že sredi 20. let, ki potem dobi tudi svoje ime, Tiger oziroma na tržaškem Borba in ki bo nedvomno odigrala izredno pomembno vlogo, zlasti bom rekla pri oblikovanju neke reakcije, ki ni več politična oziroma torej ni več ideološka, ampak je predvsem nacionalno-politična. Ta narodno-obrambni moment postane prevladujoč in če pogledamo korespondenco, to se prav vidi pri nekaterih, ki so bili, recimo Fanica Albiti je v bistvu ena izredno zanimiva figura, kasneje postane žena Zorka Jelinčiča, v 20 letih je organizatorka številnih akcij na Tolminskem učiteljišču, korespondira s Kosovelom. V enem določenem momentu v tej korespondenci najdemo zapis, v bistvu treba umakniti naše revolucionarno razmišljanje in se opredeliti izključno za narodno-obrambno delo, kajti nevarnost gre za obstoj naroda. Vprašanje za oba. Druga svetovna vojna se je za Slovence, glede na to, da so bili italijanski državljani, seveda začela prej kot 6. aprila. Ampak 6. aprila se pa to raztegne tudi na domača tla. Za začetek, kakšna je bila vloga Tigra v teh začetnih oblikah odpora? Zdaj govorijo ja, govorijo ne, torej nekaj besed o tem. Potem pa še morda, kaj pa je druga svetovna vojna za Slovence na Primorskem pomenila v zvezi z Trstom? Kakšne so bile to? No, jaz bom rekel nekaj pač o tem, o tej Mali gori, potem bo pa Marta kaj več povedala o obeh procesih in o tem, kakšen je bil Tiger na začetku. V Sloveniji, kot vemo, to je del tega ideološkega spopada, ki je usmerjen proti partizanstvu in osvobodilni fronti, da se hoče, večkrat je bil ta poskus tudi predloge v parlamentu, v državnem zboru, da bi se dan odpora proti okupatorju zamenjal pač z dnevom, ko je prišlo do spopada med tigrovci in karabinjeri na Mali gori, tam pri Ribnici. V bistvu je treba povedati, da to ni bil nek organiziran vojaški spopad. Oni so bili tam, so se skrivali, so se tja zatekli, zelo verjetno so bili izdani in do tega spopada je prišlo. Ob tem, da v tem času že potekajo po Sloveniji različne organizirane akcije, da se tudi pripravlja oborožen odpor, da imamo recimo zažig 3 avtomobilov simbolno v Mariboru v tem Volkmarjevem prehodu, ki so ga izvedli mladi komunisti skojevci. Se pravi, tukaj gre, to sedaj zadeva za slovenske razmere, tukaj gre za nek poskus, ker tigrovca se jemlje v smislu nekih narodnih revolucionarjev, narodnih junakov, da bi njih postavili v spredje, kar pa pač glede na razmere, kakršne so bile, ni objektivno. Je pa seveda res, da in tukaj je nek notranji ideološki konflikt obstajal, da tigrovci niso vstopili v osvobodilno fronto kot skupina. Vstopali so kot posamezniki, res so bili razrečeni, ampak vseeno je treba reči, da recimo imamo tudi manjše skupine, imamo ministersko skupino, kjer so samo 3. Se pravi, tukaj je šlo za to rivalstvo med komunisti in med tigrovci, kdo je pravzaprav prvi začel ta narodni upor. Pri čemer je treba reči, da večina tigrovcev je bila tudi revolucionarno usmerjena in so bili komunistom blizu in so v glavnem potem med vojno tudi vstopili v komunistično partijo. No,
treba povedati, pač, da ko izbruhne vojna, oziroma pač, ko se začne vojna na območju Jugoslavije, je večina tigrovcev zaprtih. Samo tisti, ki so se umaknili na jugoslovansko ozemlje, so delujoči, medtem ko, če pogledamo pač glavnina Tržačanov, Goričanov je aretirana leto pred samo izvedbo drugega tržaškega procesa in so zaprti v številnih zaporih po Italiji in dejansko preživijo ves čas vse do leta 1943 v italijanskih zaporih oziroma na italijanskih otokih. Aretacije tigra so sistematične v vseh 30 letih, če prebiramo zapisnike tako prvega kot drugega tržaškega procesa, to, kar lahko ugotovimo, da je italijanski represivni aparat izredno dobro poznal stanje slovenske ilegalne organiziranosti. In da je zato lahko tudi tako radikalno zatrl delovanje tigra na celotnem Primorskem. In zdaj seveda, kaj je bilo bistvo tega delovanja? Bistvo tega delovanja je bilo predvsem informiranje slovenskega prebivalstva, predvsem širjenje antifašistične literature in seveda organizacija diverzantskih akcij, ki so se odvijale v domeni in v sodelovanju z angleškimi tajnimi službami. Zdaj, zanimivo je, da nekatere diverzantske akcije, ki so po mojem imele zelo močan politični pomen, so bile v kali zatrte oziroma informativno zatrte. Fašistični režim o njih ni govoril. In to mislim zlasti na atentat na smodišnico v Emiliji Romani oziroma v Parmi. Zelo zanimivo, da se v samih aktih drugega tržaškega procesa skoraj ne omenja. Zakaj? Zato, ker potrditi to, da so tigrovci lahko organizirali nekatere atentate tudi v osrčju Italije, pomenilo potrditi moč tega gibanja in tega fašistična država ni hotela seveda narediti. Tako da kljub, bom rekla, omejenosti akcij, so bile te akcije za fašistično Italijo izredno moteče in zato je bil represivni aparat tako močno vpet v kaznovanje. Kot vemo iz statistik, dejansko so najhuje bili kaznovani prav aktivisti tigra, v primerjavi recimo z ostalimi antifašisti na italijanskem polotoku. Največ smrtnih kazni, statistično pač so doživeli Slovenci, največ torej najhujše obsodbe so doživeli Slovenci. Ali je imel partizanščina na Primorskem cilj tudi Trst? Brez dvoma. No, še k tem tigrovcem, še to med začetkom druge svetovne vojne, se pravi septembrom 1939 napadom na Jugoslavijo, so bili aktivni tudi v Jugoslaviji oziroma so izvajali sabotažne akcije, predvsem na železniških povezavah, ki so vozile na jug in tako naprej. Tako da so imeli tudi tukaj neko vlogo in poleg liberalne skupine Slovencev tukaj iz središča so bili, kot je rekla Marta, močno povezani z angleško obveščevalno službo. To je prenehalo. No, kar zadeva Cilja in Trst, torej osvobodilno gibanje je imelo za cilj osvoboditev in združitev vseh Slovencev. Tu ni bilo razlik oziroma tu ni bilo opiranja na tedanje obstoječe meje. Te meje so hoteli porušiti. To velja tako za Rapalsko mejo, kot mejo na Karavankah, ki je nastala po koroškem plebiscitu, in tudi za mejo z Madžarsko.
Partizanski grobovi so, kot smo videli, ne, ko smo delali te okupacijske meje, tudi v porabijo. In tako da to je bil cilj in vemo, da partizanske brigade so že leta 1943 prišle tudi v Beneško Slovenijo. Ne. To je organiziral Jaka Avšič, bivši jugoslovanski oficir in potem kasneje partizanski general. Tako da Trst je bil nedvomno ves čas tukaj v ospredju in je ostal do konca vojne. Ob koncu vojne je bil pravzaprav eden od ključnih ciljev, ne samo slovenskih, ampak jugoslovanskih vojaških operacij. Ja, se tu zdaj pa pridemo seveda na čas po koncu vojne. Ne? Jugoslovanske enote so uspele pred zaveznikami osvoboditi Trst. Zdaj Italijani rečejo zasesti, ne? Sploh v aktualnih trenutkih, bomo se k temu še malo kasneje vrnili. Ne? Situacija se ne razčisti pravzaprav še 9 let po koncu vojne. Ne? Imamo tu zavezniško pravo, pa STO, pa potem šele z londonskimi podpisi se. Čeprav pravzaprav spet ne na obeh straneh. Jugoslovanski parlament je ratificiral londonski sporazum, medtem ko italijanski parlament ga ni ratificiral. Italijani imajo to za demarkacijsko. Kakšen je zdaj tu ta položaj? Kakšne so možnosti bile za radikalno spremembo meje? Vedelo se je, da zagotovo sprememba nekam, ampak za radikalno, v našem smislu se bo radikalno razumeti seveda, to pride v okviru Jugoslavije. No, najprej treba reči to. Meje se določajo na osnovi zelo različnih kriterijev. Vojaški je eden pomembnejših, če ne celo najpomembnejši. Ni pa edini. Tukaj gre za načelo etnične ekvidistance, geostrateške razloge, gospodarske razloge in tako naprej. To je bilo že po prvi svetovni vojni tako. In tukaj isto. In ena od ključnih stvari, na katero v zadnje čase zlasti opozarja kolega Pirjevec, tudi v tej zadnji knjigi Partizani, je, da je v Trst prišla jugoslovanska armada. Torej, slovenske enote, ampak slovenske partizanske enote so bile v jugoslovansko armado vključene načrtno. Zakaj? Torej, mi imamo seveda tak nacionalen odnos, Tito nam je obljubil lastno vojsko na zasedanje in tako naprej. Ampak mednarodni odnosi so drugače. V mednarodnih odnosih gverila ne določa meja. Regularna vojska jih pa lahko. Zato je to tako pomembno. Drugo, kar je seveda pomembno, je, da je Jugoslavija, ne samo Slovenija, ne samo slovenski partizani, ampak seveda pod velikim vplivom slovenskih politikov, v resnici hotela Trst. Za njega tudi zelo veliko žrtvovala. In Trst je bil cilj. Po drugi strani pa zavezniki, tukaj sta sedaj dva razloga, ki sta pomembna, torej po zavezniki, zlasti zahodni zavezniki, iz vedno bolj pomembnih ideoloških razlogov niso dali Trsta. Tukaj je bila situacija zelo podobna kot recimo v Grčiji, kjer so začeli, kot vemo, angleški vojaki streljati na svoje zaveznike, na leve grške partizane. To je izjemen dolg, ta november 1944 je v izjemni zavesti Grkov še danes. In podobno je bilo tudi tukaj v Trstu, oziroma so bili pripravljeni Angleži narediti isto. Tako da oni so iz ideoloških razlogov, ampak tudi sicer te velike pripravljenosti, da bi spremenili zahodno mejo ni, ker treba je vedeti, za Rapalsko mejo sta stali Velika Britanija in Francija in obe ti dve državi sta tudi pravzaprav prisilili Jugoslavijo na nek brezpogojen podpis Rapalske pogodbe, ki je bila pa sama po sebi samo izvedba Londonskega pakta. Tako da se tukaj mešata dva elementa in vojaška zasedba je seveda, čeprav so se bili potem partizani prisiljeni umakniti, je izjemno pomembna. Kako so se pa Slovenci, ali pa Italijani, pravzaprav se oboji živijo v Trstu, kako so se oboji počutili leta 1945? Torej, med italijanskim prebivalstvom so bili različni segmenti in to pomeni, če je tržaški proletariat sodeloval pri organiziranju upora, ki se je zgodil v samem mestu.
je glavnina tržaške buržoazije gledala na jugoslovansko prisotnost seveda z veliko nenaklonjenostjo in strahom. Ne. Ampak tudi znotraj italijanskega meščanstva so vendarle obstajale figure, so obstajale osebnosti, ki so sodelovale, kajti ne pozabimo, da jugoslovanske oblasti so zelo hitro poskušali aktivirati tudi italijanske predstavnike. Tako v bistvu, ko so organizirale tržaški radio, ko so začeli v bistvu spostavljati neko upravno situacijo. Tako da en del, manjšinski del italijanskega Trsta je vendarle bil naklonjen jugoslovanski prisotnosti. Slovensko prebivalstvo pa v svoji glavnini je doživelo prihod jugoslovanske vojske kot osvoboditev. Slovenci tako v mestu kot v okolici so podpirali slovensko narodno, torej slovensko odporništvo, bili ogromno mladih je odšlo k partizanom in seveda povratek teh ljudi na svoje domove je bil sprejet z velikim veseljem. Ampak zelo malo seveda se je potem pojavil, zlasti z odhodom jugoslovanske armade iz Trsta, se je pojavil strah seveda, kaj se bo zgodilo, kakšni bodo in odpor do Italije med slovenskim prebivalstvom je bil zelo velik. Zlasti seveda med bolj katoliško usmerjenimi ljudmi, ki so z določeno nenaklonjenostjo gledali seveda zlasti na komunistično naravnanost jugoslovanskih oblasti. Čeprav jugoslovanske oblasti so poskušali biti ideološko manj zaznamovane tako na območju Trsta kot Gorice. Ampak, kot vemo, zgodili so se poboji, tudi Slovenci so bili nekateri predstavniki, ki so izvirali iz liberalnega kroga ali krščanskega socialnega kroga, so bili pobiti, tako da v bistvu en konsens je bil večinski med slovenskim prebivalstvom, ni pa bil totalen. V bistvu imamo zdaj dva dela, bi rekli, od položaja Slovencev. En je ta do 54 recimo, potem pa od 54 naprej, ki se pravzaprav vleče že do danes. Kakšne ste razlike pravzaprav med položajem Slovencev kot skupnosti v, STO seveda ni bila italijanska država, ampak je pač neka umetna tvorba za nekaj časa, ne? Ampak kakšen je zdaj položaj Slovencev? Čem se to, recimo, ali je kakšna velika razlika med STO-jem pa med prejšnjim fašizmom, ne? In ali pa sicer, kakšne so primerjave? Zavezniška uprava, takoj ko oblast prevzamejo Anglo-Američani, poskrbijo seveda za slovensko šolstvo in prevzamejo pobudo zlasti pri nameščanju slovenskega učiteljskega kadra, poskrbijo seveda za to, da so komunistično orientirani učitelji, zlasti tisti, ki so recimo delovali v partizanskih šolah in so delovali tudi v času jugoslovanske prisotnosti na Tržaškem ali na Goriškem opuščeni, oddaljeni. Ampak po drugi strani organizacije, ki zastopajo Jugoslavijo, poskušajo pač oblikovati neko svojo družbeno organiziranost, ki je projugoslovansko orientirana. Tako da v bistvu ves ta čas, vse do leta 1954 se strukturirata dva pola, ki bosta potem zaznamovala politično tudi življenje manjšine vse do danes. To pomeni katoliški pol oziroma katoliško in delno liberalno smeren pol, bolj liberalno, demokratsko, kajti najdemo tudi v vrstah projugoslovanskega pola tudi nekatere liberalno usmerjene ljudi, bolj socialistično in zagotovo ne samo komunistično. Kajti potem imamo seveda neko jedro, ki do leta 1948 deluje znotraj projugoslovanskega pola in slovenske manjšine, ampak po sporu med Titom in Stalinom se to jedro odmakne
in sledi Vidalijo, kar pomeni pač pri organiziranosti, da tudi izstopi iz tistega slovenskega družbenega telesa in po letu 1948 recimo ogromno staršev prepiše svoje otroke iz slovenskih šol v italijanske šole. Ne? Skratka, če po letu 1945 ne samo ta projugoslovanski pol ni samo slovenski, imamo seveda tudi na primer nogometno društvo, ki ga Ponciana, ki ga financirajo Jugoslovani in ki deluje zlasti na območju tržaške delavske četrti Svetega Jakoba. Ne. Skratka, je v bistvu ta segment je izredno fluiden, ta družbeni segment, ne. Po letu 1948 lahko rečemo, da na projugoslovanski strani ostanejo večinoma izključno Slovenci. In to seveda zmanjša tudi, lahko bi rekli, politično in demografsko moč te srednje, ki pa ostane večinsko projugoslovansko orientirana in ki je tudi financirana strani Jugoslavije. No, to sem hotel reči tukaj. Ne. Jugoslovanske oblasti so bile dobre v kalkulacijah, da tako rečem, ali nam je to všeč ali ne. In nekako se je od leta 1948 naprej, jaz mislim, da so oni dokaj realno vedeli, da Trsta ne bomo dobili, ne, da Trsta Jugoslavija ne bo dobila, ker so stvari šle v tako smer in da bo tukaj pač nek ozemeljski kompromis, ne, ki na koncev ne, ni bil slab, če gledamo z nacionalnega stališča, smo le dobili izhod na nove. Zato so se v veliki meri pripravljali na to obdobje po določitvi meje. In tam je zelo organizirano deloval gospodarski odsek službe državne varnosti, zato sta skrbela zlasti Boris Krajger in Niko Kavčič, in so pripravljali neko ekonomsko osnovo za čas, ko bo ta meja določena, z nekim bančnim in drugim sistemom in tako naprej. Tako da ta del je potekal skrito. Ne. Javno je seveda potekal boj za Trst, politični in tudi siceršnji, ne, ampak v podtalnosti so se pripravljali na to situacijo. In drugo, kar bi rekel, kaj je ločnica. Ne. Jaz mislim, da je ločnica, ko je bila določena meja, ključna v tem, da se je začela odpirati. Ne. Se pravi, ta dva sporazuma, ne, Videmski in Goriški, ki sta začela odpirati mejo, ta dva mislim, da sta vnesla, ne takoj, ampak v neki perspektivi, spremembe v življenje prebivalstva na obeh stranih, ne, in ko je Marta omenila cerkev, ne, tam v začetku 60-ih let je bil posnet en zanimiv film o meji, ne, o zahodni meji. Scenarij je napisal Janez Menard, ne, tak prav zabaven je, kako se prehaja meja, kako se šverca, takrat je že odprta. No. In med drugim je tudi prizor, kako gre slovenska mamka še v Trst k maši, ker ji maša na slovenski strani ni dovolj. Ne. To glede te večje ideološke odprtosti, ne, bi rekel, v ta zahodni prostor tudi pri slovenskih oblastih. Ti si zdaj omenil odprto mejo, ne? Ta termin je bil polna ušesa, smo imeli tega izraza. Ne? Ti si Tržačanka. Kaj je te pomeni ta izraz? A si to sploh občutila? Ne? Ali smo to samo mi čutili, ker smo lahko šli v trg po špežo ali pa karkoli že? Ne? Mislim, da je bilo zelo odvisno od posameznih družin. Mi smo vedno prehajali mejo, pač odkar se spomnim najprej pač v tedensko z mamo, ob koncu tedna z družino ali pa z sorodniki, tako da zame meja pač je bila izredno prehodna, ampak mislim, da ne za vse. Ne? Za Slovence veliko bolj kot za Italijane in mislim, da so tudi družinske zgodbe zelo raznolike. Ne? In da je pač ta odprta meja bila za nekatere, za tiste, ki so si to želeli, za tiste, ki so pač morali ali ki so iskali oblike preživetja, za tiste pa, ki so v njej hoteli videti neko svinčeno zaveso, so to tudi videli. Še predno pridemo do osamosvojitve, imamo v enem elementu še o Ligi za Trst.
Kako ta vpliva na te odnose, jih zastrupla ali je pravzaprav, ker potem potencirajo zgodbe, Ezuli, fojbe in tako naprej? Torej, obmejna zgodovina je ostajala politično vlekljiva v Trstu vse skozi in lista za Trst je odgovor in poskus preprečitve ozemskih sporazumov in torej ohranjanja, lahko bi rekla, neke nedokončne, ne zares potegnjene mejne ločnice. In začetek nekega partikularističnega gibanja v Italiji, ki se je potem razvilo tudi Severno ligo. Zanimivost je, da ustanovitelji tega političnega združenja, oziroma tega političnega tabora so bili različno politično orientirani. V njihovih vrstah najdemo socialiste, krščanske demokrate, liberalce, prostozidarje, skupno željo pač zaščititi Trst in mejo pred razprodajo, ki naj bi si jo privoščil Rim s podpisom pač ozemskih sporazumov. Politična raba mejne tematike je ostajala vse skozi odprta, čeprav krščanska demokracija se je pa tako na lokalni ravni kot na vsedržavni ravni dobro zavedala, pač, da Italija je izgubila del svojih nekdanjih ozemelj, ker je bila v vojni poraženka, ne glede na to, pač, da je potem Badoglio podpisal armisticij z zavezniki, ampak ta poskus vendarle razelektriti to politično rabo meje in zlasti jezerskega vprašanja ta poskus je bil prisoten. So pa zato, seveda zato, da je bila jezerska tematika, da so bile fojbe vse skozi v ospredju, so poskrbeli neofašisti, neofašistično gibanje je v Trstu od 50 let naprej oziroma 60 let bilo vedno prisotno, delujoče. In v ozadju, lahko rečemo, ene spominske kampanje, ki se je začela odvijati od konca 90 let in še vedno traja, najdemo prav ta neofašistična okolja, njihove predstavnike, ki so pač postali potem zanimivi, uporabni na vse državni ravni v trenutku, ko se je sesul tisti politični sistem, v katerem je prevladovala krščanska demokracija, ki je, kot vemo, z Aldomorom iskala tudi neko alternacijo oziroma ki se je zavzela za zgodovinski kompromis in za, lahko rečemo, neko legitimacijo druge najpomembnejše stranke v Italiji, komunistične partije. Ampak konec Prve republike z vzponom Berlusconija seveda je pometel to politiko in je pometel nenazadnje s tisto politiko, ki je bila naročnica slovenskega, italijanskega zgodovinskega poročila. Ko se sprašujemo seveda, zakaj to poročilo ni bilo uradno sprejeto, zato ker so naročniki tistega poročila pač morali zapustiti svoje vladne pozicije in nastopila je nova oblast, oziroma nova vladna večina, ampak nastopila je tudi nova, jaz bi poudarila, tudi nova generacija politikov, ki te zavesti o tem, kaj je druga svetovna vojna pomenila in kaj je pomenilo tudi v bistvu gradnje neke demokratične republikanske Italije, ni imela in tu imamo v bistvu tisto generacijo politikov, ne samo na desnici, ampak tudi na levici, ki začenja svoj vzpon z veliko revizijo druge svetovne vojne in časa po njej in tu seveda potem pridemo do Violanteja, predsednika senata, zastopnika levih demokratov, ki dejansko sklene pogodbo oziroma ki sklene pač zavezništvo s predstavnikom bivše fašistične stranke Gianfranco Finijem in to zavezništvo narodne sprave ga sklene, lahko bi rekli, na plečih mejne zgodovine in
tega, kar se je na območju Julijske krajine oziroma v Istri dogodilo. Skratka, pozabljene so razprtije, ki so se odvijale na samem italijanskem ozemlju, pozabljeni so pobojni nazadnje v Emiliji Romani, pozabljeno je obračunavanje med fašisti in antifašisti oziroma komunisti in meja služi za to, da se oblikuje neka nova spominska paradigma, ki jo potem ki dobi seveda tudi zalet zaradi, bom rekla, italijanskih predsednikov, ki skušajo poenotiti nek italijanski spomin proti funkciji Severne lige, ki poskuša rušiti Italijo. To recimo iskanje nekega skupnega italijanskega spomina se začenja s predsednikom Ciampijem in se potem nadaljuje vse do danes, prek recimo Napolitana, vse do današnjega predsednika Mattarelle. Glede meje bi rekel dve zadevi. Eno je seveda manjšina je most, to je jasno. Drugo je percepcija meje z obeh strani. Za slovensko in jugoslovansko stran je to neko odpiranje na zahod. Mi smo prvi pravni stroj kupili v Trbižovici, kar bilo čez 60 let. Recimo. Drugače pa jaz mislim, da Italijani jo pojmujejo Jugoslavijo kot del vzhodnega bloka. V širšem geostrateškem pogledu je pa bistveno to, da je Jugoslavija odprta na obe strani in da je to v resnici daleč najbolj prehodna meja med vzhodom in zahodom in to je pravzaprav njen pomen. In še glede osimskih sporazumov samo neko anekdoto, morda ilustracijo, kako ta percepcija poteka v Italiji. Če greste v Rapallo, je tam vila lepo obnovljena, kjer je bila ta podpisana Rapalska pogodba, tam je ena velika tabla, kjer to piše. Mene je zanimalo, kako je z osimskimi sporazumi in sem se peljal pred 10 leti enkrat v ta Osimo di San Pietro, to je tam nekje od Ancone gor v hribih. Nič. To je nek dvorec, ki je bil v privatni lasti nekega takrat začetnega evropskega poslanca, kako sem bil jaz tam, so ga obnavljali. Nobene table, nobene zadeve, nič. In ko sem tam v dvorcu hotel samo slikati, so me nagnali s psi. Se pravi, percepcija Italijanov je z osimskimi sporazumi v bistvu percepcija poraza, ki so ga bili prisiljeni sprejeti. Marta, kako naj zdaj razumemo to prireditev, ki bo 13. naravno 100. obletnico, ko se bosta srečala Pahor, slovenski predsednik Pahor in pa italijanski predsednik Mattarella, v duhu, kot bi rekli, pahorjanskega koncepta sprave, obiskala Bazovico, torej tako spomenik ustreljenim kot fojbo in s tem vzpostavili neko spravitev med Slovenci in Italijani. Pravzaprav bi pa Narodni dom že moral vrniti davno tega, hkrati pa seveda vemo, da pravzaprav niti ne bo takoj vrnjen. To bo samo podpis nečesa, kar pa terja še precej postopkov, se treba dele univerze izseliti iz te stavbe. Kaj bo to pravzaprav sploh spremenilo glede na položaj manjšin? Pa morda tudi odnose do Slovenije, med Slovenijo in Italijo. Torej, mislim, da je to ena od tistih potez, ki je zelo slabo premišljena, ki je odraz tega, da slovenska politika zelo slabo pozna italijansko politiko, italijansko politično tradicijo, ki pozna tudi zelo slabo delovanje italijanskih medijev, ki pozna, skratka, ki nima resnega vedenja o tem, kaj je Italija. In tu seveda to vprašanje bi zahtevalo nek daljši odgovor, zakaj se vse to dogaja. Ampak Narodni dom je res že ni to neka novost, da Narodni dom bi moral pripadati slovenski manjšini in res je, prilaščanje Narodnega doma ne bo enostavno, tudi to tako imenovano spravno dejanje ga ne bo
ne bo pospešilo tega vračanja. Zdaj, zanimivo je izbira lokacij, ne, po eni strani seveda lahko rečemo, lahko bi rekli končno, ne, ampak na italijanski strani se že slišajo seveda številne kritike, češ kako bomo zdaj mi tu enačili žrtve pobojev FOIP z žrtvami, ki so bili dejanski teroristi, ki so napadali italijansko državo, ki so se zavzemali za irredentistične načrte. Ne. Zdaj že tu recimo težave slovenske strani povedati, ne, da so v bistvu štiri bolševiški junaki bili dejansko antifašisti, ki so se borili proti uničenju italijanizaciji naroda in zato, da pač jih ne moremo jemati za teroriste. Tu ima že slovenska stran težave, ne, kaj šele seveda, kako potem to izpade na italijanski strani. Ne. Zdaj tudi, če gledamo stališča Republike Slovenije, ne, to spravno dejanje povsem zaobide žrtve, ki so se zgodile na slovenskih tleh. Ne. In tu mislim pač na tisto populacijo, slovensko populacijo, ki je bila odvedena iz Kranjske, iz Notranjske v italijanska taborišča, ki je bila usmrčena v sami Ljubljani. Skratka, mislim, da je ta gesta se zgodila ne, da bi bila resno, oziroma ponudba te geste se je zgodila ne, da bi bila resno premišljena, niti ne resno pripravljena, zato da bi bili efekti te geste, torej obisko dveh predsednikov na dveh lokacijah, res spravni. Nedvomno, vsi si želimo pač neke pomiritve in to, da bi zgodovina postala del preteklosti, ne pa politike in meddržavnih političnih obračunavanj. Mislim pa, da je slabo pripravljen dogodek, v bistvu slaba popotnica. Mozzarella bi morda mogel poklekniti, tako kot je Willy Brandt? Mislim, poklekniti, zdaj ne vem, če poklekniti, ampak zagotovo priznati vlogo, ki jo je Italija opravila na območju Slovenije in Jugoslavije, tako kot pač lahko rečemo, da slovenska država kot naslednica Jugoslavije seveda lahko obžaluje nasilje, ki se je dogodilo na mejnem območju in ki je v določeni meri imelo nedvomno tudi nacionalni predznak. Ampak seveda enačenje vseh žrtev, ne, tako tistih, ki so bili krivi zločinov za časa fašizma in nenazadnje tudi nedolžnih civilistov nikomur ne koristi. Torej, revizionizem, o katerem je govorila Marta, je treba dati tudi v širši evropski kontekst. Tukaj sta dva dejavnika. Eden je ta, da se je pravzaprav zamenjala generacija politikov in da ljudi, ki imajo v zavesti, kaj je pomenila druga svetovna vojna in kaj so bile njene posledice, ni več. Mi imamo v veliki večini opravka z neko instant politiko, neizobraženo politiko, ki nima humanistične podlage, nima humanistične izobrazbe. To se je zgodilo z vzponom teh nacionalističnih politikov. Druga stvar, ki je pomembna, je združevanje Evropske unije. Z združevanjem Evropske unije so vanjo vstopile predvsem vzhodnoevropske države, ki so prinesle svoje travme, svoj strah pred Sovjetsko zvezo, pred Rusijo, izenačevanje komunizma in stalinizma in prikrivanje kolaboracije, sodelovanja v genocidih, pogromih nad ljudi in drugim prebivalstvom. In to je v bistvu ideološko preoblikovalo Evropsko unijo, od to tudi vse te deklaracije, politične deklaracije, ena iz leta 2009, druga je bila sprejeta lani, tudi s podporo slovenskih poslancev in še številne druge. Skratka, posledica vsega tega je relativizacija fašizma in izenačevanje protifašizma in fašizma. Protifašizem se ponavadi potem izenačuje s komunizmom. In tak proces se je dogajal znotraj Slovenije, kot vemo, dogajal se znotraj Italije.
In to, kar danes vidimo, in žal je slovenski predsednik Pahor most med tema dvema zadevama, je sodelovanje med italijanskim fašizmom z neko močno noto nacionalizma in irredentizma, in seveda slovenskim fašizmom. To je dejstvo, on je tukaj umestni člen, on je tukaj vzpostavil tisto, kar so si na italijanski strani želeli. V Italiji je ta proces potekal kar nekaj časa, začel se je po osamosvojitvi Slovenije, ko je, tudi to je treba gledati geostrateško, ko je namesto močne Jugoslavije na drugi strani nastala vrsta šibkih državic, kar je bil tudi sicer eden od italijanskih ciljev v mednarodnih odnosih, sicer ambivalenten, ker po drugi strani je dolgo podpirala Jugoslavijo. In tako sta nasproti Italiji sedaj dve šibki državici, Slovenija in Hrvaška. In takrat so začeli graditi, v 90-ih letih so začeli graditi ta politični revizionistični zgodovinski spomin, kar je potekalo skozi vrsto političnih akcij in dejanj, nekatere je omenila Marta. Mi tukaj moramo seveda zlasti omeniti uvedbo tega praznika leta 2004, v spomin na Ezola in Fojbe. In ko neka stvar postane državni praznik, ker to je bila prej lokalna zadeva, Trst in okolica, ko neka stvar postane državni praznik, seveda to pomeni, da so se o tem dolžni izrekati vsi politiki ali da v tem vidijo priložnost, vsi mediji, in tako je ta stvar torej nekako se stopnjevala tudi skozi te izjave. Najbolj znana je tista Napolitanova, italijanskega predsednika, februarja 2007, to se pravi, to je bilo 3 leta potem, ko je bil uveden ta italijanski državni praznik v spomin na Exodus Ezolov iz Istre in Dalmacije. On je takrat med drugim dejal, bom citiral: "Bilo je gibanje sovraštva in krvavega dejanja in slovanski aneksionistični načrt, ki je prevladal predvsem v mirovni pogodbi leta 1947, je dobil mračne obrise etničnega čiščenja. Italija je postala svobodna in neodvisna, a je bila ponižana in pohabljena v svoji vzhodni pokrajini." To seveda pomeni, to je v bistvu osnova italijanske politike, ki jo vsi tako ali drugače ponavljajo, vsi tudi kasnejši najvišji italijanski funkcionarji, vključno s sedanjim predsednikom Mattarello. In tukaj je ta naivna slovenska politika, ki nima ne zgodovinskega spomina, ne znanja, enostavno nasedla na tak, bi rekli, zelo preračunljiv italijanski trik, ceno bo pa plačala manjšina. To vzporedno potem teče tudi z drugimi oblikami medijske propagande. Vemo, da sta nastala 2 filma na to temo. Prvi je bil Srce v Breznu, zdaj je pred letom ali 2 še nek drug. In ta 2 filma seveda sta nastala na pobudo iz desničarskih krogov in z državno podporo, in tako sta se tudi predvajala, in še vrsta drugih takih zadev je. Skratka, sedaj smo na točki, ki je v resnici absurdna, da bo slovenski predsednik se šel pokloniti, kot si rekel, klečat, na neko mesto bazoviške Fojbe, ki je izmišljeno, kar zadeva italijanske žrtve, ki naj bi jih simboliziral, izmišljeno mesto. Ker v njem ni Italijanov ali morda kakšen je, ampak zelo verjetno. To je ugotovljeno v številnih študijah, ki so že nastale. V zvezi s Fojbami je treba spomniti tudi na njihovo resnično zgodbo. Fojbe so Istrska brezna, to vemo, znana so predvsem iz okolice Pazina, in že v času, ko so nacionalisti, še niti ne fašisti, recimo Danucijo, osvajali, skušali osvojiti Reko in okolico, so v Fojbe metali trupla. Podobno so počeli fašisti med obema vojnama.
Italijanski minister Giulio Italico, kot se je sam poimenoval, minister za javna dela, je javno razlagal, da so fojbe primeren konec pokopališča za tiste, ki nasprotujejo italijanizaciji Istre. Tako da fašisti so te fojbe uporabljali, vanje metali svoje nasprotnike in šele po letu 1943 te fojbe dobijo ta drugi pomen. Se pravi, tja pridejo trupla Italijanov oziroma fašistov. Ta del zgodbe se torej je tako kot seveda vsa predzgodovina popolnoma zamolčala. Kar se tiče revizije, morda še nekaj. Zdaj najbolj sveža stvar je seveda, vemo, zdaj po novem jugoslovanska armada ni osvobodila, ampak je okupirala Trst in na osnovi tega je zdaj dan 12. junij, ko so te enote odšle, seveda iz geostrateško-političnih razlogov leta 1945 iz mesta, je to zdaj novi praznik osvoboditve. Pustimo to, da zdaj postavlja seveda zanimivo vprašanje, ne? Kaj pa je zdaj bilo s Salojsko republiko? Je bila ta osvoboditelj, kakšen njen status? Ali pa, pustimo se, itak je ta tvorba bila tam bolj lutka, v glavnem je šlo to za nemško oblast v okupacijski coni, Jadransko primorje, ne? Tako da stvari so nenavadne. Ampak revizionizem pa morda eno vprašanje pa, ne? Pa je, tako pravijo, naj bi letos recimo nehala veljati trianonska, pa seveda ni, na kar je nenavadno celo predsednik Pahor opozoril, včeraj madžarskega predsednika na obisku, češ kazanje predtrianonskih zemljevidov. Zdaj, govorili so, šušlja se, a je res bila ideja, da je imela Italija v načrtu oziroma, načrt recimo, razmišljanje, da ob času razpadanja Jugoslavije, da bi zahtevala povratek na Rapalsko mejo. Ja, torej najprej nekaj o revizionizmu in tem novem prazniku. Tukaj se ponavlja recept, ki so ga uvedle vzhodnoevropske države, ki so torej tudi prihod Rdeče armade, osvoboditev, označile za okupacijo. Torej ta slika je samo z vzhoda se prenesla na zahod. Stvari seveda se popačijo potem tako daleč, in v tej smeri bo šlo tudi v Italiji, to je neizogibno, da imate potem komemoracije, obletnice in podobne zadeve, recimo Auschwitza, kjer ni tisti, ki so Auschwitz osvobodili. So pa navzoči tisti, ki so ga zgradili. To je pač današnja realnost. In v Italiji je podobno. Omenil si Salojsko republiko, to je enak recept kot pri nas, to je ta Pahorjev koncept sprave, fašizma proti fašizmom. Torej, tako kot se pri nas razlaga, da sta bili in partizanska in domobranska vojska Slovenci, se v Italiji razlaga, od tega Violantija naprej, ki ga je omenila Marta, da so bili seveda tudi oni dobri fantje. Se pravi, salojski fantje so bili dobri fantje, tudi oni so se borili za domovino, samo morda na napačen način, ampak tudi ta del na napačen način bo počasi odpadel, kot je v Sloveniji. No, Italija je brez dvoma, to sicer ni bila njena uradna politika, ampak je bil pa močen pritisk italijanske desnice, je brez dvoma imela za cilj revizijo osimskih sporazumov. To se ni zgodilo iz več razlogov. Prvič, ker je bila tedaj v veliki notranji krizi, torej ta tradicionalna Italija dominacije krščanskih demokratov je takrat razpadla. Drugič pa zato, ker niti Združene države Amerike, niti Evropa temu niso bile naklonjene. So pa v podtonu vendarle izkoristili kar nekaj stvari, ali vsaj poskušali izkoristiti. Spomnimo se tega znamenitega Oglejskega sporazuma, ki ga je podpisal Peterle, Drnovšek pa razveljavil, zlasti pa potem španskega kompromisa, ki ga je izsilil Solana in po katerem so imeli pač ti italijanski staroselci, ali kako bi temu rekli,
prednostno nakupno pravico pri nepremičninah. No, in tisti, ki imamo daljši zgodovinski spomin, se bomo spomnili, da je takrat Pahor junaško kričal, da ne bomo dali niti opeke. Za konec samo še spomnimo se vsi, kako sta Anton Rop, takratni predsednik slovenske vlade, in pa Romano Prodi skupaj odštevala sekunde na tistem takrat še zaprtem trgu pred železniško postajo v Novi Gorici. Ta trg je naenkrat postal odprt, seveda, zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Postal je celo to trg Evrope, ne? Ampak zdaj ga je korona zaprla in zdaj so ga odpirali, zdaj ko so se postkoronsko meje zopet odpirale, ne? A ta meja je ali ni? Kaj je zdaj s to mejo? Meja obstaja ali meja ne obstaja? No, jaz mislim, da korona je seveda prinesla svojo specifično situacijo, ki ni neposredno povezana z vprašanjem meja, posredno pa je. Mislim, da je bilo pomembnejše vprašanje torej vseh teh beguncev, ki se zgrinjajo, emigrantov, ki se zgrinjajo v Evropo. In tukaj Evropska unija ni našla in še vedno nima nekega ustreznega odgovora, ker je seveda to tudi mnogo širši globalni problem. In od takrat naprej, korona je to samo še en dodaten element, od takrat naprej te ideje Združene Evrope v njenem najpomembnejšem delu, torej Evropa brez meja, v resnici ni več. Kako se bodo stvari obračale, zategovale, ali bo to mehkejše, ali bo bolj trdo, to je sedaj vprašanje seveda predvsem bodočega razvoja Evropske unije, ampak mislim, da je ta zgodba s Schengenom, kot smo ga nekako sprejeli, pozdravljali in v njem živeli, ker to je bilo pravzaprav največ od vsega, kar je ta Evropska unija prinesla, torej tega zagotovo ne bo več. Hvala obema.